Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Venecije. Hodim sonce, drevo, ptičje, rože, trave na Vergore. Na Vergore. Tonca Lukežu razmišlja. Taj tjedan vsi čakamo samo nijak. Po ulicah, po gostilnah, hoštarijah, vsi govorijo samo o mestole. Kdo dobi, kdo bo drugi, kdo prepriča več volivcev, Obama ali Romney? Ne, ne govorimo o ameriških volitvah za predsednika. Tle po dolinah čakamo samo 30 senjam beneške pjesmi, 14 pjesmi, 2 strokovni žiriji, an kot nimar super delo kulturnega društva Rečan. Tekma med izvajalci an avtori je zelo huda. Soldaže an exit pol, ki jih samo mi poznamo, že pravejo duo dobi. Pa tole pa nam moramo povedati. Lahko pa vam dijemo, za ki je senjam tako pomemben. Ja, seveda tekma, pa tudi za naš jezik in za našo kulturo. V odni besedi povedano za našo skupnost. Ja, kar vidimo, da bo hodlo pjelo tudi puno naših mladih, se moramo troštati, da je tradicija od sejma bo preživjela tudi v čas globalizacije. Ja, priznamo, da za usodo celega sveta so bolj pomembne volitve tu v Ameriki, pa predsedniki, tako ko so prišli, tudi pojdejo, senjam pa ostane, an za preživetje naše identitete je zares bolj pomemben. Smo lih pred senjam beneške pjesmi, ki bo ten konec tjedna v telovadnici na Ljesah, a danes je z nami veteran sejma beneške pjesmi Davide Klodič. Čau, Davide. Dobar dan. Dost let si imel prvič, ko si nastopal na oder našega festivala? Sem bil star 13 let, smo imeli eno skupino mladih, za katere sem napisal posebno pesem. V resnici tekst je pisal vedno moj oča, nisem jih uglasbil. Čeprav ti moram povedati, da je prvo pesem sem napisal, kar sem bil star 10 let, vedno v sodelovanju z mojim očetom, in je bil edini krat, ki sem zmagal na sceni. A veš, koliko pjesmi si pisal, an kera te je bila bolj všeč? Sam napisal puno pjesmi, večinoma za senjam beneške pjesmi. Od tistega leta, se ne motim, 58. naprej, za vsako izvedbo, eno ali dvije. Tista, ki mi je bolj všeč, ne vem, verjetno tista, ki je ostala bolj v srcu vseh, je Drobne kaplje na besedilo Antonele Losca, ki potem smo jo tudi skupino Big Evolution tudi ponovili. In kako misliš, da se je spremenil senjam v telelijata? Recimo, da prva leta je bilo tako, da prva leta verjetno je bilo tudi več denarja na razpolago, ko sem začel jaz, smo hodili v študio, videm, potem so bila tista leta od 90-ih letih, ki je malo zmanjkalo financiranje in smo se malo morali potruditi sami, naš dragi Keko je bil uredil študio, domači studio, kjer smo hodili snemati. Potem, enkrat, ko je zmanjkal Keko, pa smo se začeli sami delati vse in tako, recimo, da
da tudi se je vsa stvar razvila, ker danes uporabljamo lahko kompjuterje in je dosti bolj lahko napraviti eno dobro, kvalitetno snemanje. Delamo do nas z Andrejem Jusom, ki je zelo priden. In letos smo se spet vrnili tudi v studio, smo snemali v Gorici. Kar z drugega vidika pa mislim, da je zelo dobro, da predvsem z letošnjim letom smo prišli do tega, da je res večina avtorjev in predvsem izvajalcev so vsi mladi. In zaradi tega, ker si mi jala, da sem veteran, sem sobit za uoku, da letos, če bi bil na starič. Ta si isto pjet te mladi, ne? Ja, sem se smislil, da bi bilo boljše ostati sam avtor in pjet te mlade. In upam, da tela izbira se bo kazala kot dobra. Je zanimivo, da se tudi tako mladi, ker moji pevci imajo 13-14 let, da se približajo aktivno tudi vsemu beneške pjesmi, ki mora postati, po mojim, ena taka prireditev namenjena predvsem mladim. Hvala, Davide, vso srečo za tvoj komad in se vidimo na Lijasah 10. a 11. novembrja. Hvala tebi. Iz Nediških dolin. 10. in 11. novembra se v Arne senjam beneške pjesmi, glasbeni festival, ki ga organizira kulturno društvo Rečan. V soboto 10. boste lahko poslušali pjesmi s starih sejmov. V bolj moderni obliki jih bojo zapeli glasbeniki, ki predstavijo tudi njih nov pjesem. V tekmovalnem delu letošnjega sejma pa bo 14 nove pjesmi v nediškem anterskem dialektu. V nedeljo pa, ko bo žirija vebrala ter naljevše, ko ponavadi bojo na razpolago CD in bukavca z besedili vseh pjesmi. V nedeljo se začne ob 4:30, a gost bo skupina Radio Zastava. V spomin na naše minatorje Sveto Barbaro bojo praznovali v nedeljo 2. decembrja. Ob 11. bo sveta maša v Špetre, potlej se zberijo v Kamunski sali. Ob 2. popoldan naprej bo pa kosilo. Za se upisati kličita Društvo Slovenci po svetu. Ampi Nediških dolin v sodelovanju z občino Špetar in s planinsko družino Benečije vabi v nedeljo 11. novembrja na spominski pohod. Pot se začne zjutraj ob 8:30 v Sarženti, v Kosti. Po opoldan maša potreb bodo pa govori. Glavni govornik bo župan iz Vojde Kristjanu Šavli. In še umetnost 20. stoletja med Italijo in Slovenijo. V petek 9. novembrja ob 6. zvečer bojo v cerkvi Santa Maria dei Battuti v Čedadu odprli razstavo Odprta obzorja. Umetnost 20. stoletja med Italijo in Slovenijo. Do 2. decembra bojo na ogled dela številnih slovenskih umetnikov, ki so ustvarjali na koncu 19. in celim 20. stoletju. Razstavo pripravljata kulturno društvo Ivan Trenko in občina Čedad v sodelovanju z različnimi ustanovami. Cel svet, moja duša žari od tvoj besede, ker živim tvojo poezijo do mene, živim tvojo poezijo. Lep pozdrav iz Terske doline. Nedeljo 11. oktoberja vas Bardo bo praznovala sveta Martina z glasbo. Ob 11:30 zjutraj bo sveta Majša, ki jo bo spremljala japonska violinistka, ki živi v Biškorši, Rika Murata. Ob 3 popoldne
Vedno u crkvi Svetega Jurija u Vasibardo bo koncert na orde znamenitega baročnega orglarja Petra Nakića, ki je bil po rodu Dalmatinec in je v svojem času slovel kot nedoslegljiv mojster glasbil beneške šole. V nedeljo organist Dalibor Miklavčič bo igral repertoar renesansnih in baročnih mojstrov. Kaj je nova Turezija? Prva sabota oktoberja te vsako leto je počela transmission Rozajonske las. Pulorice tuk jude skuza Rai Radio Trst a morajo poslušati romanet pones. To je na transmission, ki nadaje ljudin vedeti vse, tuk je nova, tuk je bilo, no tuk bo čez teden. Že kar je let, ano kar je ljudi so romanule ta najsej transmission. Te perlitne, ano te mlade. Vse romanujo po Rozajonske. To je lepo vedeti, zneti, ano čot ljude, ki delajo, ano ki skrbijo za kulturo, ono ki je za IT, za ekonomijo, ano za vse, to ki je pa Turezije. Du pomoa letos. Letos se ja, Sandro Quaglia, che Wooden i so transmission ta zime, zezmlo so tru Janet, je Luigi Negro ze Solbice, ki nas skrbi za koteć od te slavinske minoronče, je Sara Bobac z Liščice, ki nas skrbi za pravice, za lajet pravice po Rozajonske, ano je pa Katja Quaglia ze Solbice, ki nas skrbi za koteć Cabo Nova. Ona dela to kommuno, ano na lepo znovi vse te reče, ki bojo čez teden. Te vidita pa Turezije je i se, ano nas tuta zabet nes poslušati vsako saboto od opolne drut opolnenu pol. Tej si rekel, Pulorice, tuk skrbimo največ za naš rozajonski ozek. Zbojen sen. Za danas je vse, slišimo se spet čez teden dni, a lijep pozdrav iz Benečije.